Imeli smo tudi vprašanje, ne vem, zakaj po vsaki jedi kovcam. Začel se mi je danes tukaj, evo, počelo v moji ambulanti. Dokler nisem nesel računalnika v klet, nisem napisal knjige. Ob vprašanju, katera knjiga je v prvih 5 dneh zabeležila takšen uspeh kot tvoja, so mi pa odgovorili, da od knjig slovenskih avtorjev nobena, ter da je to še nikoli viden fenomen. No, evo. Podobno kot naša epidemija. Upam, da tudi zadnjič viden fenomen, kar se epidemije tiče. Lepo, no, tega informacije nisem imel. Fajn, me veseli zelo. Upam, da bo tudi unim, ki bojo prebrali, všeč. Moj cilj je pa bil, da se to ne bere kot neka nova priporočila ali pa neka novica o karanteni, karkoli, ampak bolj kot mešanica akcije pa nekih refleksij, pomislekov na ta način. No. Ja, jaz, ko sem začel pisati, ko sem bil še pred osnovno šolo na starem tipkarnem stroju od dedka in sem rekel, da bom pisal zgodbice. In sem rekel, da ko bom velik, bom pisatelj. Kot zdravnik sem lahko še vedno pisatelj, kot pisatelj sem pa težko hobi zdravnik, tako da v drugo smer ne gre. In sem najbrž prav študij z tega vidika izbral. Se je pa začel takrat marca v moji ambulanti, ja. In vsem se mi je zdelo, da sem padel v zelo zanimiv čas, kar se specializacije tiče. Naši profesori in te starejši specialisti, ki so na kliniki že mnogo časa, so rekli, da kaj takega še niso videli, pa najbrž tudi, da je enkrat na 100 let kaj takega se zgodi, da tudi ne bojo več. Tako da timing je bil super, takrat sem kolebal med tem, da sem navdušen, pa med tem, da sem si govoril, kaj je to meni bilo treba. Mislim, to je noro, takih stvari, kakšne v življenju, ki si jih spomniš res tako, ti grejo v male možgane. Točno veš vse obraze, kje je kdo stal, kako so se odzvali. Res, tako prav spomnim se unega dneva in to poglavje mi je bilo za nazaj eno od najlažjih zapisati, ker sem sam iz glave nekako dogajanja pisal in to, kar si rekla, v bistvu ta direktno osebno priznanje, da v vsem strahu, v vsej napetosti sem dobil to misel, začel se mi je danes tukaj, evo, počelo v moji ambulanti. In mislim, to si kot en zvezdnik, kar naenkrat infektolog, ki je tak primer najdel, tudi na naših chatih so takoj eksplodirali, kdo, aj res, aj pozitiven, kako ne. Kako se je to odvijalo, seveda noč je bila stresna blazno, pol te neke izjave, pa ministri, pa ne vem, ampak mislim, to je en popoldne in noč, ki ga ne bom pozabil. Ta iskren stavek sem si pustil, ja, da sem se malo vprašal, zakaj je mene klicala specialistka, ki je izvedela od predstojnice, ki je izvedela, ne vem, od premierja, da so v Mikri pač potrdili, če potrdiš neko okužbo pomembno ali pa nevarno, kličeš lečečega zdravnika, ki je tam na urgenci zraven bolnika, pa mu rečeš, to je pozitivno, pazi, karkoli. Jaz sem bil pa, ne vem, 4., 5. na vrsti, ki je to izvedel. Malo mogoče razumeš, ampak se mi je zdelo tako, mislim, dajmo vseeno, glede na politično in to situacijo, dajmo ne odstopati od medicine. Jaz sem tisti, ki je gospoda zdravo. Jaz bi mogel po mojem mnenju dobiti pač prvi klic, ampak. Moraš tudi vedeti, da v bistvu tak sistem, ker ga mi imamo, ta solidarnost, pač za sabo določene stvari potegne. Če ti rečeš vsakemu v državi bom pomagal, ne glede na to, kaj dela, koliko ima denarja, kakšen je, ne glede na karkoli, seveda bolniku je grozen tam, ki čaka, pa je na hodniku, ampak unmu, ki pa za njega skrbi, pa še za 10 drugih na hodniku hospitaliziranih, je pa tudi seveda zelo grozen. On bi tudi imel urejeno delovišče. Tako da to nekako spodbujanje in to velika populističnost za glasove, zdaj bomo pa mi te zdravnike umirili, pa jih bomo dali na svoje mesto. In pač naše mesto je pač ob bolniku, in to bo vsak dober zdravnik vedel, valjda pa so vse populacije heterogene. V zdravstvu je hierarhija in najbolj glaven stavek, ki ga slišiš vedno je, ko smo bili mi mladi, je tudi bilo tako in pač zdaj boš ti tukaj, potem boš pa pomemben nekoč. In boš ti lahko tistim drugim govoril, ko smo bili mi mladi, je bilo tako. In to je krog, ki ga je treba prekiniti. In ker upam, da se bo enkrat prekinil. Vidiš, da ljudje danes so, naši pač zaposleni, se mi zdijo manj zadovoljni kot lani in lani so se mi zdeli manj kot leto prej. In obenem pa, kot sva rekla, možnosti za delo drugje je pa ogromno. Tako da jaz niti zase ne vem na dolgi rok, a bom pač delal v
javnem zdravstvenem, v kliničnem, ali bom sploh delal kot zdravnik v takem sistemu, pač čeprav bi to zelo rad, kot je tudi razvidno iz zapisov v knjigi. Ne. Se pravi, če bom jaz lahko sam naredil to razliko tako močno, da ne bom zagovarjal zavarovalnici enkrat, to mislim. Ne. To je dobro vprašanje v resnici. Jaz sem se to zavezal, kot si prebrala točno temu, in če zdravstvo rata to, pač to ni več javni zdravstveni sistem. Pa sem mogoče res viden kje drugje. Se pravi, če boš ti ne zagovarjal specialistov ali pa sodelavcev ali pa šefu klinike, da si naredil neko preiskavo, ker je dobra za bolnika, ampak boš zagovarjal zavarovalnici, zakaj si naredil nekaj in ali on to lahko plača, pač to meni ni več služba zdravnika. Zakaj ljudje pripisujemo zdravnikom neke nadnaravne moči? Ko si misliš, karkoli narobe, je tam en človek, ki ima to belo haljo in on bo povedal, kaj lahko naredim. Je tako nekako pomirujoče. Ne? Pa prideš na faks, pa vidiš, da je ogromno ene negotovosti, dvomov, tudi neznanja, ne v smislu, da ne znaš, ampak da je bolnik tako kompleksen na ta način. Tako da to je dvorezen meč. Po eni strani je ta moč, ki ti jo ljudje pripisujejo, lahko v redu, ker potem imaš posluh in se lažje skomuniciraš načrt zdravljenja, po drugi strani pa kdaj pač žal tudi razočaraš. A pozabljamo, da so tudi zdravniki ljudje? Ja, mislim, da to malo uniforma naredi. Da ko srečaš tudi policista, gasilca, zdravnika, sestro medicinsko, je to zdaj neka prezentacija tega sistema, kjer zdaj si, in ni to človek, kot srečaš, ne vem, nekoga na cesti ali pa v gledališču. Tako da gre pa v obe smeri, tudi zdravnik ne sme pozabiti, da je bolnik človek, da ni samo ena številka, da ni 10. uroinfekt, 5. sladkorni bolnik, ampak tudi on je prvič tukaj, prvič se pogovarja. Nekako, če se naveže to oboje stransko, je komunikacija v redu. Malo se bojim, ker letos bo gripa zraven, ki je lani ni bilo zaradi vseh teh omejitev in bo najbrž dvojna epidemija. Definitivno je SARS-CoV-2, ta virus COVID-a, letos šibkejši oziroma varianta ni tako nevarna. Ljudje nismo več tako imunsko naivni, ampak pričakujemo pač kar hudo zimo zdaj tega. Meni je vsaka prelomnica na Instagramu me je v bistvu mene najbolj presenetila. Ni me presenetilo, da je bilo, ko sem začel pisati te informacije, da so ljudje zelo pograbili, ker takrat je bilo ogromno informacij, bila je tudi komunikacija uradna strani države malo zastrašujoča, na velik način se z njo nisem strinjal. In ljudje so iskali nekaj. In pol nekdo, ki iz te stavbe zaprte, tam iz infekcijske ven, direktno pove, pokaže članke, pove dejansko situacijo, in to so zelo pograbili in to mi je bilo logično. Ampak meni je vsak ta mejnik, recimo 5000 sledilcev, pol 10.000, ta ogromen mejnik mi je bil tako, wow, to nenadoma. Pol kot pri 15 sem rekel, to je pač moj najvišji, kar bom dosegel, ker več je skoraj, ne vem, kaj lahko še naredim. Kaj so neka najbolj nenavadna vprašanja, ali pa bizarna vprašanja, ki jih dobiš v DM-se? Tega je kar veliko. Bizarno je, ker ti ljudje dajo neko nadnaravno moč. Ne vem, moj mož je bil pri 3 zdravnikih, ne vejo, kaj je, ampak ta izvid je, a ti veš. Tako nisi ga videl v življenju. Jaz ne odgovarjam na nobene take vprašanja o zdravstvenem stanju, prvič, ker nisem specialist, in drugič, ker se mi ne zdi, da bi bilo to korektno. Imeli smo tudi vprašanja, ne vem, zakaj po vsaki jedi kolcam, pa če se, ja, tako, mislim, zelo domiselne zadeve, no. Pa potem moja teta se je cepila, pa zdaj ima ta mozolj na kolenu, a je to povezano. V glavnem, jaz taka vprašanja žal moram pač vsa ignorirati, ker bi rad pomagal, ampak prvič ne znam, drugič pa ne bi bilo odgovorno. Si bil gamer? Ja, sem ful igral igrice. Ful sem igral igrc in še zdaj dober. Hčerka je malo ustavila to, ampak tako bom rekel, dokler nisem nesel računalnika v klet, nisem napisal knjige. Čeprav sem imel v glavi, da bi jo rad. Res, pač nisem se spravil, pa sem pa pospravil računalnik, pa nisem imel kaj igrati, pa sem pa začel tipkati. Kaj pa bila najljubša igrica? Od vseh bi še vedno po mojem rekel World of Warcraft. Kaj pa najljubša knjiga? Najljubša knjiga od vseh knjig bi bil pa Harry Potter serija. Kakšne ambicije imaš, tako na področju medicine, kot pač vsega, kar počneš zraven? Glede na to, koliko nepredvidljivega je bilo zdaj v 2 letih, sploh ne upam oceniti nič. Vem 2 stvari. Eno, da bi rad bil dober zdravnik, dober v tem, kar delam, kjerkoli bom. Drugo je pa, da bi rad napisal še kakšno knjigo.
Že pišeš kaj? Ja, tako, počasi.